Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. 77. sejem Cvetni petek. Okrogla miza o aktualnih izzivih in priložnostih za razvoj gospodarstva in obrtništva. Zbor članov Društva upokojencev Slovenska Bistrica. Omizje ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne. Uroš Stoklas za nov Guinnessov rekord tudi v Slovenski Bistrici. 22. bistriški tek. V petek 11. aprila je v središču Slovenske Bistrice potekal že 77. sejem Cvetni petek, ki je tudi letos privabil številne obiskovalce iz domačega kraja in širše okolice. To je tradicija, ki je v Bistrici prisotna že zelo dolgo, jaz upam, da bo tudi zelo dolgo ostala. Res je, da se moramo verjetno malo prilagoditi časom, stvari se pač spreminjajo, in jaz lahko danes ugotavljam, da so se organizatorji že uspeli temu prilagoditi. Nenazadnje o tem govori na eni strani število ponudnikov, na drugi strani pa tudi število obiskovalcev. Jaz vidim pač ta sejem med drugim tudi v tistem delu, ki seveda pomeni oskrbo, neko tradicijo, neko etnološko dediščino, in ravno zato se mi zdi zelo pomembno, da se ta sejem ohrani in na nek način mogoče tudi čez ta sejem naredimo Bistrico še bolj prepoznavno. Tradicionalna prireditev, ki poteka tik pred Cvetno nedeljo, je znova združila ponudbo lokalnih pridelovalcev, rokodelcev in svetličarjev ter poskrbela za živahno dogajanje v mestnem jedru. Vsega je dosti, malo se je zmanjšalo, ker čaše je bil hangar, noter je bilo prostor. Dobro je, vredi je. Še več je, kot ponavadi. Res je. Meni se tudi zdi, da je še več, še boljša ponudba, pa vreme pripomore tudi, ker je lepo vreme. Malo pa vinček tudi. Na stojnicah so se predstavili številni razstavljavci s sadikami, zelišči, domačimi dobrotami, ročnimi izdelki in pomladnim cvetjem. Obiskovalci pa so lahko izbirali tudi med raznoliko ponudbo sadja, zelenjave, medu, sokov in drugih domačih pridelkov. Komunala Slovenska Bistrica je tudi letos poskrbela za prijetno vzdušje in urejeno sejemsko okolje. 77. sejem Cvetni petek je boljši, kot je, ali pa bomo rekli vsebinsko bogatejši, kot je bil preteklo leto. Iz lanskih 68 razstavljavcev smo letos prišli na 96. Vidim pa, da so razstavljavci zadovoljnejši, kajti približali smo se jim tako na eni strani s ceno, kot na drugi strani z lokacijami, in za prihodnje leto lahko mirno napovedujemo še širjenje dodatnega programa. Cvetni petek ni le prostor nakupovanja, ampak tudi priložnost za srečanja, klepete in ohranjanje bogate sejemske tradicije, ki je v Slovenski Bistrici globoko zakoreninjena. V okviru 77. tradicionalnega sejma Cvetni petek je v Bistriškem gradu potekala okrogla miza z naslovom Podravje na preizkušnji, gospodarstvo in obrtništvo med izzivi in priložnostmi. Na omizju so razpravljali o aktualnih izzivih in priložnostih za razvoj gospodarstva in obrtništva v regiji ter o možnostih izboljšanja sodelovanja med gospodarstvom, izobraževalnimi ustanovami in lokalno skupnostjo. Sodelovali so predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar in Urša Jager iz podjetja Jagros. Okroglo mizo je povezovala generalna sekretarka Državnega sveta in predsednica Lions kluba Slovenska Bistrica dr. Monika Kirbiš-Rojs. Celoten posnetek okrogle mize, ki sta jo organizirala Državni svet Republike Slovenije in občina Slovenska Bistrica, si boste lahko ogledali v eni izmed prihodnjih oddaj Studia Bistrica. V prostorih prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica je pretekli torek potekal zbor članov in članic Društva upokojencev Slovenska Bistrica. Na zboru so ocenili delo v preteklem letu in sprejeli usmeritve za leto 2025. Poročilo o delu v letu 2024 je podala predsednica Društva upokojencev Slovenska Bistrica Vida Lipoglav. V lanskem letu je bilo vključenih 1022 članov, 296 moških, 726 žensk, kot vedno,
In sprejeli smo novih 86 članov, žal pa je odšlo iz naših vrst 41 članov. Upravni odbor se je sestal na 6 rednih sejah. Vse sekcije so redno delovale in bilo jih je komisija, bilo je 14 sekcij in komisij. V januarju smo izdali 800 izvodov informatorja, torej vsak izmed članov je lahko seznanjen s tem, kaj se je dogajalo. Članarino pobira 11 poverjenokov. Bistvo dela vsakega društva so poverjeniki, ki delajo direktno z ljudmi, tako je tudi pri nas, in mislim, da je posebna zasluga za uspešnost. Organizirali smo potopisna predavanja, in sicer 5 predavanj, potem smo jih bili na 10 izdelkih, naredili smo 4 redna srečanja in 1 izredno srečanje, večino smo letovali enkrat, in sicer 43 članov 4.7. do 11.7.24. Naši pohodniki so izvedli 25 pohodov, potem vse komisije, titke in tako naprej so redno delovali, z njihovimi posebnimi darili smo sodelovali in dajali ta darila kot res najlepša darila, ki so narejena po slovenski tradiciji. Informirali smo redno vso javnost, in sicer smo sodelovali s Kabelsko televizijo, z Bistričanom, z Večerovim Štajercem, z Panoramo, Bistriškimi novicami. Letos smo tudi odprli našo posebno spletno stran, imamo Facebook, sodelujemo in objavljamo v TUS Plusu in vseh ostalih informativnih sredstvih naše in širše od nas. Sodelovali smo, kot smo že prej povedali, z občino in upravno enoto Slovenska Bistrica, z vsemi krajevnimi skupnostmi, torej 4 krajevnimi skupnostmi na področju našega društva. To so mestne krajevne skupnosti, Zvezo društva upokojencev, Zborno-podravsko pokrajinsko zvezo, Medobčinsko zvezo, domom dr. Jožeta Potoča, z zdravstvenim domom, Centrom za socialno delo, skratka za vsemi, in pa Metuljem, skratka vsemi, ki naj bi skrbeli za nas starejše, oziroma nam še omogočali in pomagali, da bi lažje prenašali 3. življenjsko obdobje. Mi smo se aktivirali tudi v 3 različnih aktivnostih, in sicer smo delujemo vsem za starejše občine Slovenska Bistrica in danes ste dobili na svojah pred seboj, imate zložen povod starejše, o tem bo govorila pozneje naša koordinatorka za to vsebino, področje humanitarnosti zavzemamo in pa področje prostovoljstva. Skratka, želimo, da bi vsak izmed vas, torej članov, posebno vseh želel, da bi mirno in uspešno preživel svoja leta, brez bolezni, predvsem pa vsestransko aktivno, in to smo tudi v lanskem letu želeli izvedli. V Srednji šoli Slovenska Bistrica so preteklo sredo izvedli okroglo mizo z naslovom 80. obletnica konca 2. svetovne vojne, trenutne razmere in lekcije za prihodnost. Na omizju, ki so ga organizirali Srednja šola Slovenska Bistrica, Združenje borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica, Območno združenje slovenskih častnikov Slovenska Bistrica in Društvo Brusnica, so spregovorili o vrednotah, ki so bile ključne v preteklosti in njihovem pomenu za sedanjost in prihodnost. V luči trenutnih razmer so jih osvetlili gostje omizja, magister Marjan Kampuš, ravnatelj Srednje šole Slovenska Bistrica, generalmajor Alojz Štajner in profesor dr. Marjan Žnidarič. Pogovor je vodila Jana Jeglič. Kegljaču Urošu Stoklasu je uspelo. V Radljah ob Dravi je preteklo soboto postavil svetovni rekord v neprekinjenem kegljanju. Začel je v sredo zvečer, nato je v 3 dneh in 3 nočeh odigral 37 tekem na 37 kegljiščih po vsej Sloveniji. Na stezah je skupno pretekel 80 km in vrgel za 12,5 tone krogel. To je že drugi Guinnessov rekord enega naših najboljših kegljačev.
V soboto je kegljal tudi na kegljišču v Slovenski Bistrici. Namen podviga je promocija kegljanja. V Slovenski Bistrici je preteklo nedeljo potekal 22. bistriški tek. Organizator, Javni zavod za šport Slovenska Bistrica, je pod pokroviteljstvom občine Slovenska Bistrica izvedel tudi 18. odprto ekipno prvenstvo v štafetnem teku. Več o dogodku je povedal direktor Zavoda za šport Boštjan Friedrich. Skratka, letošnje leto svet pričakujemo na koncu, da bo preko 1000 udeležencev teka, kar je naš nekako cilj vsako leto. Veseli smo, da vreme tudi sodeluje, čeprav zdaj postaja vedno bolj vetrovno, ampak mislim, da bomo tek spravili pod streho normalno, tako da otroški teki, vrtci so tekli svoje, res je, ta tek daje v bistvu prireditvi dušo in smo veseli, da predvsem otroci nastopajo na tem teku. Seveda ta tek na 10 km, ki šteje tudi za Štajersko-Koroški pokal, je tradicionalen tek. V različnih kategorijah se je pomerilo okoli 1000 tekačev in tekačic. V teku na 10 km je zmagal Jernej Markovc, med ženskami pa je slavila Dora Suljanović, ki je z nami spregovorila o občutkih po teku. Drugače nisem zadovoljna, ciljala sem na boljši čas, ampak nisem se v redu počutila, noge so bile težke, še dosti veter pihal, pa pol zadnji krog sem sama tekla, tako da nisem imela niti nobenega, da bi me malo pejsal. Je bilo pa fajn, ker sem bila že z enim iz klubom, pa so vsaj ene prve 2 kroga so skupaj držala, pa mi je ful pomagal. Drugače pa tako, mislim, lahko je bilo boljše, ampak tudi zelo sem malo bolna, tako da se mi zdi, da še nisem čistem. Sem se pa odločila, da prijem sem tudi zaradi tega, ker sem 2 tedna nazaj bilo drugače državno, pa sem zbolela, tako da sem pa rekla, da grem sem, da malo vidim, kje sem s formo, pa da bom pol pač zdaj za sezono imela neko merilo, pa da bom videla, bom napredovala ali ne. Bistriški tek je znova pokazal, da ima tekaška tradicija v Slovenski Bistrici posebno mesto.